Annapurna ga ni ubila. Ubila ga je telefonski klic. 24. april 2019. 5400 čevljev. Annapurna. Ta 48-letni zdravnik sedi in sam čaka v snegu sredi noči. Ne more stati, nima šotora. Njegov dodaten kisik je popolnoma pošel. Njegov vodnik ga je pustil samega in brez sape v temi, da bi poiskal pomoč. Tukaj je tisto, kar to zgodbo razlikuje od vseh drugih visokogorskih tragedij, ki ste jih kdaj slišali. Ta moški bo storil nemogoče. Na tem mestu bo preživel 43 ur. Premagal bo najbolj smrtonosno goro na svetu, a kljub temu bo umrl. Ne zaradi mraza ali višine, ampak zato, ker se tisoče kilometrov stran reševalno podjetje, ki ga je plačal, da mu reši življenje, prepira zaradi nečesa tako neverjetnega, tako majhnega, da je ustavilo njegovo reševanje, še preden se je sploh začelo. In medtem ko se prepirajo, mu zmanjkuje časa. Ta plezalec je preživel na Annapurni. Kar ga je ubilo, je neverjetno. Dobrodošli na skrajnem robu. V noči na 22. april 2019 je 32 plezalcev začelo svoj vzpon na vrh Annapurne. In ja, prav ste slišali, 32. Niso bili ekipa, bili so neznanci, ki jih je skupaj zbralo podjetje Seven Summit Treks, njihov organizator odprave. Kar so imeli skupnega, je bila odprava s skupnim dovoljenjem. V komercialnem alpinizmu do tega pride, ko več 10 posameznih plezalcev združi denar, da si razdelijo stroške do istega baznega tabora, najamejo iste šerpe za nameščanje vrvi in najamejo istega organizatorja za urejanje dokumentacije. Je ceneje, vendar pa zmanjša tudi odgovornost. Na gori ni osrednjega vodnika, ki bi uveljavljal strogo določeno uro obrata, kar pomeni, da ko se boriš na 7600 metrih, ni enega samega vodje na gori, katerega naloga bi bila to opaziti. Takšna ureditev deluje dobro, dokler ne gre kaj narobe. In prav sredi te ogromne skupine je bil 48-letni plezalec malezijskega rodu, imenovan dr. Chin Vui Kin. Za razliko od drugih, tisti dan je Chin naredil vse, kar izkušen plezalec naredi, da se zaščiti, če gre kaj narobe. Tisti dan je plezal s svojim osebnim vodnikom, 32-letnim šerpo po imenu Nima Sherang. Izbral ga je prav zato, ker sta v preteklosti skupaj uspešno osvojila dva himalajska velikana, Everest in Manaslu. Tako sta poznala meje drug drugega. Chin je imel s seboj tudi satelitski telefon za stalno komunikacijo z ženo. In ker je bil človek, ki je bil pripravljen na vse mogoče zaplete, je kupil premium članstvo pri Global Rescue, veliki ameriški družbi za krizno odzivanje in evakuacijo. Bil je zaščiten. Zveni pretirano, kaj ne? No, če bi šlo za katerokoli drugo goro na svetu, bi se strinjal. Toda gora, o kateri govorimo, je Annapurna. In poglejte, Annapurna je naravnost morilska gora. Mislim, seveda, v Himalaji Everest dobiva naslovnice, dokumentarce, množice in res je nevaren, ampak tu je znana nevarnost. Annapurna pa je povsem drugačna zver. Višina 8091 metrov oziroma dejstvo, da je 10. najvišja gora na svetu, ni tisto, kar to goro naredi nevarno. To je teren, plazovi, ki se lahko sprožijo brez opozorila in sestopna pot, ki je tako tehnična in izpostavljena, da se tudi plezalci, ki uspešno osvojijo vrh, ne vrnejo vedno nazaj. Zgodovinsko gledano, na vsake 3 ljudi, ki uspešno osvojijo vrh Annapurne, ena oseba umre na gori. Za primerjavo, razmerje na Everestu je približno 100 proti 2. Vidite lahko, da je Annapurna eksponentno bolj smrtonosna. Preživeti na taki gori je že samo po sebi izziv. Ako se je Chin tistega jutra pripravljal, da v zgodnjih urah 23. aprila 2019 zapusti tabor 4, se mu nič od tega ni zdelo kot težava. Bil je človek, ki je že stal na vrhu sveta, dobesedno. Leto prej je splezal na Mount Everest, predtem pa je isto storil na najvišji gori Afrike, Južne Amerike, Evrope, Avstralije, na vseh. Izkusili je, kaj takšna višina naredi človeku in od tam je odšel pokončno. In prav to je bilo tisto, k čemur so tedni njegove priprave na sami Annapurni vodili. Tedne se je aklimatiziral na Annapurni, vzpenjal se je in spuščal, da je njegovo telo počasi prilagajalo na zrak, ki pravzaprav ni bil namenjen človeškemu preživetju. Vse to je prestal. Bil je v taboru 4. Imel je svojega vodnika, satelitski telefon in Global Rescue na hitri izbiri. Bil je tako zaščiten, kot je človek lahko na takšni gori. Okoli njega so v temi 31 drugih plezalcev delali enake izračune, preverjali kisikove naprave in zategovali dereze.
Vsi so čakali na to vremensko okno in približno ob 1 uri zjutraj so se podali v temo ter začeli vzpon na najbolj smrtonosno goro v Nepalu. In že od začetka je bil čim počasen. Ne nevarno počasen, ampak počasnejši od tempa plezalcev okoli njega. Nima je ostal tik ob njem kot odličen vodnik ob njegovi rami in oba sta padla povsem na konec kolone, pri čemer se je razdalja med njima in naslednjim plezalcem pred njima tiho večala z vsako uro. Če bi bilo to na gori, kot je Everest, biti na koncu kolone ne bi bil tako velik problem kot na Anapurni. Glavna pot je na večini mest dovolj široka, da se lahko plezalci prehitevajo in razporedijo ter najdejo svoj lasten tempo. In čeprav ima Everest svoje znamenite prometne zastoje na zgornjih grebenih, so na teh poteh še vedno ozke police ali snežna pobočja, kjer lahko plezalci vsaj stojijo s celimi stopali na tleh, medtem ko čakajo. Anapurna je drugačna. Zgornja stena je skoraj navpičen modri led, brez počivališč na določenih odsekih. Če oseba nad vami obstane, se lahko v vrv naenkrat pripne le ena oseba. Ostali morajo stati v snegu in čakati. Začina, ki je bil čisto zadaj, se je ta vzpon spremenil v naporen cikel ustavljanja in premikanja. Brca, korak, potek, nato postanek. Počakaj 10 minut, da se vrsta premakne, nato naredi še en korak. Na morski gladini je tako čakanje zgolj frustrirajoče, toda stati pri miru na 60 stopinj strmem pobočju čistega ledu na 7300 metrih ni le manjša nevšečnost, je dejansko uničujoče. Veter prodira skozi tvoj puhovni kombinezon, ti pa porabljaš svojo strogo omejeno zalogo kisika iz jeklenke samo zato, da stojiš popolnoma pri miru. Še huje, ti začasni postanki pomenijo večje kopičenje mlečne kisline, kot če bi se neprestano premikal. Njegove mišice so se počasi spreminjale v svinec. Težka in dušeča letargija se je počasi prikradla. Kot zdravnik je Chin natančno razumel, kaj se dogaja v njegovem telesu, a kaj bi lahko tukaj storil? Ko so ure minevale, je bil njegov korak še počasnejši. Vse pogosteje se je ustavljal, da bi si odpočil. Razlika med njim in preostalo množico se je večala. Sonce je ušlo, ure so minevale. Dopoldneva so plezalci na čelu skupine že dosegli vrh in so se vračali navzdol. Chin in Nima sta še vedno plezala navzgor. Na teh 8000 metrskih gorah obstaja skorajda neizrečeno pravilo, da če vrha ne dosežeš do 2 ure popoldne, se moraš obrniti nazaj. Ni pomembno, če lahko vidiš vrh. Obrneš se, ker potrebuješ dnevno svetlobo in energijo, da se živ vrneš nazaj dol. Ne pozabi, tvoje telo že 12 do 14 ur neprekinjeno kuri energijo. Tehnični deli spusta, ki so se zdeli obvladljivi na poti navzgor, bodo postali resnično nevarni, ko boš popolnoma brez moči. Tvoje roke in noge so verjetno že nekoliko zmrznjene. Svetloba ugaša. Na gori, kot je Anapurna, kjer je spust izpostavljen in nagnjen k plazovom, je premikanje v temi vse prej kot premišljeno tveganje. To je povsem druga kategorija odločitve, toda do 14. ure. Dr. Chen Vojkin in njegov vodnik, Nima Tshering Sherpa, sta bila daleč od vrha. Pravzaprav sta bila zadnja v vrsti, ki je šla navzgor. Morala sta poznati računico. Chen je bil briljanten zdravnik z osvojenimi 7 vrhovi, ki je človeško telo razumel na način, kot ga razume le malo ljudi na svetu. Nima je bil izkušen veteran, ki je poznal nevarnosti te gore. Ko pa si leta treniral, prepotoval tisoče kilometrov in lahko dobesedno vidiš vrh najbolj smrtonosne gore na svetu, le nekaj 100 čevljev nad sabo, človeški naredi nekaj pričakovanega. Upraviči tveganje. Rečeš si samo še malo naprej. Tako so presegli rok ob 14. uri in nadaljevali vzpon vse do vrha. Minila je 3. ura. Minila je tudi 4. ura. In približno ob 17. uri, po skoraj 17 urah neprekinjenega vzpenjanja, sta Chen in Nima končno stopila na 8090 1 metrov visok vrh Anapurne. Bila sta popolnoma zadnja od 32 plezalcev, ki so tisti dan dosegli vrh. A uspelo jima je. Proti vsem zakonom biologije, kljub vsaki mučni uri zamude, sta vztrajala in osvojila najvišjo nagrado na najbolj smrtonosni gori na svetu. To je bil preprosto izjemen dosežek in ko sta na vrhu posnela fotografije, sta praznovala na svoj poseben način. Toda priti na vrh je le prva polovica poti. Zdaj sta morala se stopiti, Chinovo telo pa ni imelo več prav nobene moči. Ko sta začela se stopati, je svetloba že pojenjala. Temperatura je hitro padala. Naglavna svetilka, ki se je v taboru zdela dovolj močna, se na terenu, kjer je potrebna popolna vidljivost, skrči v tanek krog svetlobe.
In pota napurne navzdol po zgornji steni vodi skozi odseke, kjer ena napačno postavljena dereza pomeni padec, ki ga nihče ne preživi. Počasi in previdno so se spuščali navzdol. Chen se je trudil drugače kot na poti navzgor. Ko greš navzgor, telo vsaj počne to, za kar je ustvarjeno. Ustvarja moč in vleče naprej. Ko se spuščaš po 17 urah na tej nadmorski višini, se telo samo še trudi, da ostane skupaj. Potem so dosegli francoski kuluar. Francoski kuluar je ta ogromen, skoraj navpičen ledeni žleb, ki seka skozi zgornje skalne pasove severne stene Anapurne. Vse, kar pade z vrha, se usmeri naravnost po tem ozkem 50-stopinskem žlebu. Plezanje skozenj na poti navzgor, s svežimi nogami in popolno zbranostjo je že samo po sebi dovolj težko. Vračanje nazaj skozi ta žleb po 17 urah v temi, na nogah, ki nimajo več nič moči, je povsem drugačen problem. Vsak posamezen korak je zahteval popolno zbranost. Zbranost in osnovno moč v nogah, ki je čim preprosto ni imel več. Zato ni presenetljivo, da so mu nekje na tem odseku noge preprosto odpovedale. Ni se mogel premakniti. Preprosto je sedel v sneg in se ni mogel več pobrati. Nima mu je takoj poskušal pomagati vstati. Vlekel ga je, ga prestavljal, poskusil je vse mogoče načine, ki so mu padli na pamet. Nič od tega ni pomagalo. In potem, da je bilo še huje, je začela Chinova jeklenka z dodatnim kisikom puščati. Bila je prazna. Seven Summit Treks je zagotovil dovolj jeklenk s kisikom le za običajen spon. Vsaka ura, ki so jo preživeli pri miru v ozkih grlih na poti navzgor, je porabila kisik hitreje, kot so načrtovali. Njegov spon je trajal 17 ur, kar je precej več od običajnega. Njegov kisik preprosto nikoli ne bi bil dovolj. Nemo se je zdaj soočal z najslabšim možnim scenarijem za vodnika. Njegova stranka, človek, ki mu je zaupal svoje življenje, je sedel v snegu na 7700 metrov, brez nikogar v bližini, brez kisika in nezmožen premikanja. Brez dodatnega kisika na teh višinah izčrpano telo ne more dolgo zdržati. Nima pa ga ni mogel sam spraviti dol. Tako je Nima, da bi rešil China, naredil nekaj, za kar skoraj nihče na svetu ne bi imel poguma v takšni situaciji. Snel si je svojo opremo z dodatnim kisikom in jo dal Chinu. Samo pomislite, kaj to pomeni. Nima je zavestno izpostavil svoje telo tveganju hude hipoksije in hudih ozeblin, samo da bi svojemu klientu kupil še nekaj ur življenja. Poskušal je ponovno dvigniti China, da bi lahko nadaljevala, a je bilo zaman. Dodatni kisik je bil dovolj, da je njegovi možgani še delovali, ni pa mogel nadomestiti telesne moči, ki je že izginila. Chin je bil še vedno popolnoma nepremičen, Nima je vedel, da je zadrževanje tukaj nevarno. Brez dodatnega kisika zase bi mu odpovedalo dihanje in če bi ostal do jutra, nobenega od njiju ne bi našli živega. Tako je imel pred seboj dve težki izbiri. Naj pusti človeka, ki ga je obljubil zaščititi, samega, na gori v temi, ali naj ostane in nekako upa na reševanje. Nima se je odločil oditi. Chinu je povedal, da gre po pomoč v tabor 4. Potem je ostal in se sam, utrujen in brez kisika, začel spuščati po eni statistično najbolj smrtonosnih gorah na svetu. Skoraj sam ni prišel dol. Nekje v temi je padel in si skoraj zlomil hrbet. Ozebline so z vsakim korakom širile globoko v njegove roke in stopala, a je kljub temu tekel navzdol, gnan z enim samim namenom. Chin je bil še vedno živ tam zgoraj in nekdo je moral to izvedeti. Prilezel je v tabor 4 ob 12:30 zjutraj v sredo, 24. aprila 2019. Bil je komaj pri zavesti. Ozebline so mu močno poškodovale roke in stopala, a mu je uspelo. Takoj je opozoril druge plezalce okoli sebe, da je Chin, njegov klient, še vedno živ in sedi v snegu tik nad francoskim kuluarjem. Potreboval je pomoč, da bi se lahko vrnil nazaj gor pon. In na srečo so bili ljudje, ki bi to lahko storili že tam v taboru. Tabor 4 ni bil prazen. Plezalci, ki so tisti dan osvojili vrh, so bili še vedno tam. Med njimi je bil moški po imenu Nirmal Purja, znan tudi kot Nim zdaj. Bil je nekdanji pripadnik britanskih specialnih enot, verjetno najmočnejši visokogorski alpinist na svetu, in imel je ekipo elitnih šerp, ki so bili že na višini in pripravljeni na akcijo. Toda za ponovno vzpenjanje v cono smrti reševalna ekipa potrebuje dodaten kisik. Svoje jeklenke so porabili za lasten poskus vzpona na vrh in brez njih bi bili mrtvi, še preden bi ga dosegli. Na srečo pridobitev teh jeklenk ni bila zapletena. Vse, kar so potrebovali, je bil helikopter iz baznega tabora, ki bi poletel do tabora 4 s 6 jeklenkami kisika.
6 jeklenk in ekipa na tleh se povzpne ter pripelje Čina dol. Na srečo je bil Čin pripravljen na takšen scenarij. V baznem taboru je podjetje Seven Summit Tracks, pri katerem se je prijavil Čin, dvignilo telefon in poklicalo Global Rescue. Ameriško podjetje za evakuacijo, za katerega je Čin plačal $1000, bili so njegova zadnja varnostna mreža. Poslovni model tega podjetja za krizno odzivanje je bil, da svoje stranke rešujejo iz najbolj nevarnih krajev na Zemlji. Vse, kar so morali storiti, je bilo odobriti let, plačati za helikopter, da odvrže kisik in pustiti, da njim zdaj in njegova ekipa opravijo dejansko reševanje. Ko je bil klic vzpostavljen, so pri Seven Summit Tracks pričakovali hitro odobritev. Razložili so načrt. Čin je sedel v snegu tik nad francoskim kuloarjem. Elitna ekipa na tleh je čakala v taboru 4. Potrebovali so le, da helikopter odvrže kisik, nato pa bi šli pon. Toda Global Rescue, na drugi strani telefona, je na to gledal drugače. Njihov odgovor na prošnjo za helikopter je bil: ne, helikopterja ne bodo odobrili. Po pogodbi o članstvu, ki jo je Čin podpisal z njimi, Global Rescue zagotavlja evakuacijo znane lokacije, vendar je to reševanje in ne plačujejo za iskanja brez jasnega cilja. In ker je njima pustil Čina v temi, so se vodilni v Ameriki prerekali, da nimajo njegovih natančnih GPS koordinat. Pravno gledano so misijo označili kot iskanje, iskanja pa niso bila krita. V baznem taboru so se pri Seven Summit Tracks po telefonu prepirali z njimi. Vztrajali so, da natančno vedo, kje je. Pot je ena sama črta navzgor po gori. Sedel je prav na njej. Potrebovali so le, da bi kisik odvrgli pri 4. taboru, da bi šerpe lahko šle gor in ga spravile dol. Toda Global Rescue ni popustil. Uprli so se in trdili, da je naloga organizatorja odprave, da zagotovi svoj rezervni kisik, ne pa reševanega podjetja. Udarili so, da helikopterji po zakonu ne smejo leteti v temi. Poleg tega pa je bil 4. tabor na 7000 metrih, kar je precej nad varno višino delovanja večine reševalnih helikopterjev v Nepalu. To je bila učbeniška pad pozicija. In vse to se je odvijalo prek telefonskih klicev med baznim taborom v Nepalu in korporativno pisarno v Ameriki, medtem ko sta Nim Spurja in njegova ekipa sedela v 4. taboru, porabljala lastni kisik in se izčrpavala ter čakala na helikopter, ki ga ni bilo. Zdaj morate vedeti, da je bil za to zastoje veliko temnejši razlog, ki ni imel nobene zveze s pravnimi argumenti ali omejitvami letalstva. Resnica je, da Global Rescue preprosto ni zaupal ljudem na drugi strani telefona. Le nekaj mesecev prej je bila nepalska plezalna industrija razkrita zaradi velikega škandala z lažnimi reševanji. Izkazalo se je, da so nekateri organizatorji odprav in helikopterska podjetja ponarejali izredne razmere v gorah ter klicali nepotrebne polete samo zato, da bi zaračunali zavarovalnicam milijone dolarjev. Global Rescue je bil že prej opeharjen. Dejansko je bilo podjetje Seven Summit Tracks leta 2018 kaznovano $44,000 strani nepalske vlade, ker so vodili plezalce z lažnimi dovoljenji, kar je povsem ločen prekršek. Ampak iz korporativne pisarne v Ameriki je bilo to, kot da bi operater poklical in zahteval let, ki krši letalska pravila, ter od tebe zahteval, da plačaš račun za reševanje plezalca, ki ga sploh ne poznaš, niti ne veš, kje je bil. To ni izgledalo kot reševanje, izgledalo je kot izsiljevanje. Še huje, Seven Summit Tracks je imel zgodovino izvajanja lastnih reševanj s svojimi šerpami in svojimi helikopterji. Tako da iz perspektive Global Rescue se računica ni išla. Če je ta operater običajno sam skrbel za lastne nujne primere, zakaj nenadoma vztrajal, da Global Rescue odobri polete in plača račun? Za korporativno pisarno, ki jo je prevara že enkrat opeharila, so se prižigali vsi alarmi. In medtem, ko sta ti dve podjetji razpravljali o prevari in si po satelitskem telefonu brali pogodbene klauzule, je dr. Čin še vedno nemočno sedel točno tam, kjer ga je pustil njima. Satelitski telefon, ki ga je prinesel prav za nujne primere kot je ta, je bil neuporaben. Na tej stopni hipoksije in izčrpanosti možgani izklopijo fine motorične sposobnosti. Tako Čin fizično ni mogel sneti svojih težkih palčnikov za vršni vzpon, da bi pritisnil majhne gumbe v vetru in pri -30 stopinjah, ne da bi mu roke takoj zmrznile, poleg tega pa mu je primanjkovalo kognitivne zbranosti, da bi sploh govoril. Ni mogel poklicati na pomoč zase. Vse, kar je lahko storil, je bilo čakati. In za Čina je bilo to čakanje svojevrstna oblika mučenja. Bil je višji svetovalec anesteziolog v Singapurju. Njegovo delo je bilo uravnavanje naravnih ravni kisika pri ljudeh, ki jih ohranjajo pri zavesti in pri življenju. Leta je preživel ob opazovanju monitorjev, ki so odštevali iste številke, kot so se zdaj odštevale v njegovem lastnem telesu. Le da tokrat ni bilo nobenega monitorja.
Vedel je z večjo natančnostjo kot skoraj kdorkoli drug na tisti gori, natanko koliko časa mu je verjetno še ostalo. Vedel je, da je vsaka sekunda, ki jo preživi na tej gori brez rešitve, sekunda bližje nepopravljivi nekrozi in sistemski odpovedi. Toda kaj bi lahko v tem trenutku sploh naredil, da bi karkoli od tega ustavil? V 4. taboru, le nekaj tisoč višinskih čevljev pod njim, so Nirmal Purja in njegova ekipa sedeli v svojih šotorih in opazovali prazno nebo, čakajoč na helikopter, ki nikoli ni priletel. Vse, kar so potrebovali, je bilo 6 jeklenk kisika, odvrženih v 4. taboru, a jih nikoli niso prejeli. Sčasoma Nirmal Purja svoje ekipe ni mogel več zadrževati. Ure so sedeli na izjemni nadmorski višini, porabljali svoje zaloge in opazovali prazno nebo. Njihova telesa so z vsako uro čakanja vse bolj pešala. Poslati jih nazaj gor brez kisika bi bila smrtna obsodba. Tako so pozno v sredo 24. aprila Nims Purja in njegova ekipa začeli sestopati v bazni tabor. In dr. Chin, človek, ki je naredil vse prav, da bi se zaščitil, je bil prepuščen sam sebi v enem najbolj sovražnih krajev na zemlji, brez zavetja, hrane in vode. Tisoče kilometrov stran v Singapurju je žena doktorja China, doktorica Tanaporn, spoznala, da zavarovalnica nikoli ne bo rešila njenega moža, zato je prenehala čakati na njihovo odobritev. Popolnoma je zaobšla Global Rescue, dvignila telefon in poklicala zasebno nepalsko helikoptersko podjetje Simrik Air. Osebno je zagotovila plačilo $40,000 iz lastnega žepa, brez pogodbe ali razprave. Tako je v četrtek zjutraj 25. aprila pilot z imenom kapitan Bibek Kokka vzletel, da bi naredil nekaj, česar večmilijonska reševalna agencija ni hotela. Svoj helikopter je potisnil daleč preko dovoljenih letalskih omejitev in poletel več kot 25,000 čevljev visoko v izjemno redek zrak nad Annapurno. Ko je zavijal nad strmim ledom francoskega žleba, je nekaj opazil. Na tleh je zagledal postavo, ki se sprva sploh ni premikala. Nato se je šibko dvignila roka in zamahnila po zraku. Bil je dr. Chin. Nekako neverjetno, po skoraj 40 urah samote na 7742 metrih v ledenih temperaturah, brez kisika, brez zavetja, brez hrane in brez vode, je bil dr. Chin Vujkin živ in mahal helikopterju. Toda najti ga je bila le prva težava, ki so jo rešili. Kapitan Kotka ga je lahko videl, vendar helikopter ne more preprosto lebdeti na 7742 metrih, odpreti vrat in potegniti paraliziranega človeka noter. Tukaj je zrak veliko preredek. Kapitan Kotka ga ni mogel evakuirati, zato je pohitel v bazni tabor, kjer sta bila Nims Purja in njegova elitna 4-članska ekipa Sherp že pripravljena in v pričakovanju. Helikopter so napolnili s kisikovimi jeklenkami iz lastne zaloge kisika podjetja Seven Summit Trek. Točno tisti kisik, ki je bil ves čas prisoten v baznem taboru. Preprosto so že od torka prosili zavarovalnico, naj jim ga pripelje s helikopterjem. Toda kruta resničnost letalske fizike v Himalaji je, da lahko popolnoma prazen, razbremenjen helikopter komaj doseže 7600 metrov samo zato, da se razgleda naokoli. Toda helikopter naložen s 4 težkimi šerpami, debelo zimsko reševalno opremo in težkimi kovinskimi jeklenkami s kisikom ne more leteti niti približno tako visoko. Zrak je preprosto preveč redek, da bi rotorji lahko ustvarili dovolj vzgona za tolikšno težo. Kapitan Konka jih je odpeljal nazaj na goro, vendar jih ni mogel prepeljati do 3. tabora. To je bilo približno 1250 metrov nižje, kot je bil Chin. Preostanek poti bi morali preplezati sami. V normalnih okoliščinah je vzpon iz tabora 3 do francoskega žleba dolg in zahteven vzpon. Ta strm, tehnično zahteven teren zahteva preudaren tempo. Za pripravljeno, aklimatizirano ekipo s počitimi nogami in polno nočjo spanja ta vzpon traja 16 ur. Toda Nims Purja in njegova ekipa so vedeli, da je Chin sedel v snegu več kot 40 ur. Vedeli so, da je vsaka minuta, ki so jo porabili za vzpon, pomenila minuto, ko se je njegova telesna temperatura še bolj zniževala. Zato si niso vzeli časa. Pripeli so se na fiksne vrvi in začeli brutalen, naporen šprint naravnost po tej gori. Želim, da popolnoma razumete, kako težak je bil ta napor. Nosili so težke jeklenke s kisikom in vlekli toge reševalne sani. Premikati se s tako hitrostjo, na taki višini, s takšno težo, je ena najtežjih stvari, ki jih lahko zahtevate od svojega telesa. Toda zaradi njihovega truda vzpona niso opravili v 16 urah, opravili so ga v samo 4.
In ko so se Nim Sporja in njegova ekipa končno povzpeli čez greben in dosegli sneg nad francoskim kuloarjem, približno opoldne v četrtek, 25. aprila 2019, so našli Čina točno tam, kjer je pilot rekel, da je. Ni mogel stati ali hoditi, vendar je bil pri zavesti, bil je buden. Ekipa ni izgubila niti sekunde. Takoj so ga priključili na svež kisikov jeklenko in ga tesno pripeli na reševalne sani, ki so jih prinesli s seboj. Nato pa začeli brutalno, fizično delo spravljanja navzdol. Premikanje težkih sani po 60-stopinskem naklonu čistega ledu zahteva izjemno fizično moč. Ekipa se je morala zasidrati, prevzeti njegovo težo in fizično spuščati sani, odsek za odsekom, po najbolj nevarni gori na svetu. Premikali so se skozi celo četrtkovo noč in nekje na tem brutalnem spustu je Čin izgubil zavest. Preživel je, potem ko je bil zapuščen na najbolj nevarni gori na svetu, vendar preživetje v takšnih ekstremnih razmerah močno temelji na adrenalinu in psihološki odločenosti preživeti. Ko je prispela reševalna ekipa, je njegov vedel, da je boj končan in ni mu bilo treba ničesar več dokazovati. Preprosto se je izklopil. Do petka zjutraj sta Nim Sporja in njegova ekipa uspešno pripeljala njega do baznega tabora, od tam pa so ga z letalom prepeljali na oddelek intenzivne nege v Katmandu. Tam se je končno pokazal celoten obseg poškodb njegovega telesa. Njegov srčni utrip je bil komaj zaznaven. Njegova notranja telesna temperatura je bila nevarno nizka. Zdravniki, ki so ga sprejeli, so povedali, da je ozeblina segla globoko v njegove roke in noge. Dihalje, a komajda. Po stabilizaciji v Katmanduju so Čena z zračno reševalno službo prepeljali nazaj v Singapur, v bolnišnico, kjer ga je čakala njegova žena. V državo, kjer si je zgradil kariero z ohranjanjem drugih ljudi pri življenju na operacijskih mizah, natanko takih, kot je bila ta, na kateri je zdaj ležal. Za trenutek je izgledalo, kot da se je nemogoče dejansko zgodilo, kot da je človek premagal Anapurno in sistem, ki ga je pustil na cedilu. Toda bilo je prepozno. Ure, ki jih je preživel sedeč v snegu, medtem ko sta se bazni tabor in pisarna podjetja prepirala v slovarskih definicijah, so pustile posledice, ki jih sodobna medicina preprosto ni mogla odpraviti. Veste, zmrznjeno telo lahko ponovno ogrejete. Lahko ga napolnite s tekočinami in priključite na ventilator, vendar celičnega stradanja ne morete odpraviti. Ozeblin so globoko načela njegova tkiva. Njegova notranja telesna temperatura je padla tako nizko, da okrevanje ni bilo več mogoče. In 2. maja 2019, po intenzivnih medicinskih posegih in nekaj več kot teden dni potem, ko je dosegel vrh Anapurne, je dr. Čin Vojkin umrl. Star je bil 48 let. Tudi Nima Tshering Sherpa, njegov vodnik in tesni prijatelj, je komaj preživel. Več tednov je okreval po poškodbi hrbtenice in ozeblinah, ki so se na zadnjem spustu razširile po njegovih rokah in nogah. Nekaj časa zdravniki niso bili prepričani, ali bo izgubil 3 prste na nogi. Svoj kisik je dal drugemu, da bi svoji stranki kupil še nekaj ur in zato je skoraj plačal z lastnim življenjem. Lahko bi rekli, da je ta zgodba katastrofa z veliko medsebojno povezanimi dejavniki in na nek način to tudi je. 32 plezalcev na istem vzponu na vrh je bila katastrofa, ki se je morala zgoditi. Operator odprave, ki pelje ogromno skupino na goro brez veliko dodatnega kisika za vsak primer v sili, je problematičen. In če smo iskreni, je bilo plezanje mimo časa za obrat ob 14. uri samo po sebi nevarno. Nihče v tej zgodbi ni bil povsem brez krivde. Ampak resnica je, da vse to ni ubilo dr. Čina. Ubila ga je poslovna odločitev. Naredil je vse, kar bi moral narediti. Plačal je $1000 ogromni korporaciji za eno zelo specifično obljubo. Če se zgodi najhujše, bomo prišli po vas. In ko se je najhujše dejansko zgodilo, o njegovem življenju niso odločali vreme, gravitacija ali nadmorska višina. O njem je odločal korporativni upravljavec tveganj, ki se je prepiral o pravni definiciji besede iskanje. Kaj misliš, kakšen je smisel varnostne mreže, če jo lahko ljudje, ki jo držijo, spustijo v trenutku, ko jih to stane denar? Ta katastrofa na Anapurni je dokazala, da je lahko pokvarjen korporativni sistem prav tako smrtonosen kot cona smrti. In tudi leta 2026 cona smrti ni nič varnejše. Če želite videti, kako je 5 plezalcev postalo žrtev najbolj množične sezone na Everestu v zgodovini, je ta zgodba tukaj.